2 leti za gospoda Janšo in 37.000 evrov. Vsi ostali, skratka, sodnica očitno sledila v vseh točkah tožilca Ferlinca. Kratek komentar. Vsem vam ravno tako jasno kot meni in tistim, ki to sodbo berijo, zdaj da še bi 5 trenutko noter, pa bo ta zadeva na višjem sodišču, na Vrhovnem ali pa v Bruslju padla. Padla bo prej ali slej, vprašanje je samo, koliko slabih besed bodo takrat preliti. Moramo se pa zavedati, da zaradi takih sodb postajamo v očeh Evrope eksot in v taki državi se potencialni investitorji in tisti, ki iščejo možnosti za gospodarsko sodelovanje, izognejo nadaleč. Za to vrstno politično obračunavanje, za tega se zlorablja slovenska sodišča, se pač plačuje z blaginjo ljudi. Kaj pa ta sodba zdaj pomeni za samo SDS? Stranka ostaja zvesta svojim vrednotam, vsaka stranka bi morala slediti svojim vrednotam in politologija uči, da je to tisto, kar je trajen vir in trajna vez med ljudmi. Vrednote. Ja, odvisno je od tega, kako se bo na to sramotno obsodbo odzvalo pravosodje. Mislim, da je največja naloga na pravosodnem sistemu, da izčisti tisto, kar je slabega, kar je okuženega, kar je gnilega. Vidite, da je v pravosodju veliko gnilega, na prostost odhajajo ljudje, pri katerih so našli dokaze, da so kupčevali z mamili, oproščeni so. Na drugi strani v našem pravosodju sodijo ljudem, glede katerih ni nobenih dokazov, ne samo da jim sodijo, obsodijo jih celo na strožje kazni, kot so bili obsojeni nekateri za bistveno hujša kazniva dejanja. Bojim pa se, da pod sedanjim vodstvom ne tožilstvo in ne sodišče ni sposobno tega očiščenja, kajti obe instituciji vodita človeka, ki sta bili vzgajana v nekih drugih nedemokratičnih režimih in tega se nista mogla znebiti v vseh teh letih. Tako da je očiščenje potrebno najprej na vrhu, potem pa še navzdol. Dokolikor se to ne bo zgodilo, jaz ne verjamem, da je mogoče očiščenje po demokratični poti. Kaj pomeni ta sodba za samo stranko SDS? In za opozicijo? Ja, gledajte, tukaj je ironija te sodbe. Zaradi take sodbe bo podpora stranki gotovo narasla. Ljudje niso neumni, ljudje vedo, da gre za nepravično sodbo, da ni utemeljena na dokazih, da nima nič s pravom, da nima nič s pravičnostjo, vendar ni prav, da podpora raste na podlagi takih sodb. Bo pa mogoče to naraščanje podpore pomagalo, da se bo ta naša družba po 25 letih tudi v tem pravosodnem delu, kjer je največ slabega in gnilega, dokončno izčistila.